Vabim vas, da si ogledate drugi del predavanja na temo depresija in multipla skleroza, katero je imel psihiater Kristjan Nedok, kjer lahko vidite marsikaj in se spoznate z boleznijo depresija, multipla skleroza in tudi z kakšno obliko antidepresivov. Simptomi bi naj trajali, to je spet en statistični podatek, vsaj 14 dni, en mesec, 2 meseca, različna literatura, različno piše, mi temu rečemo depresija. Če ne, je to prehodno stanje, o katerem se sicer tudi lahko s strokovnjakom pogovorimo, ampak ne zahteva pa nekega zdravljenja diferentnega. Depresija tudi ne gre zamenjevati z stanji žalosti, ki izhajajo iz življenjskih situacij, kot je recimo žalovanje. Žalovanje, jaz se strogo izogibam v svojem življenju službenem, pa tudi privat izrazom normalnost, ker normalnosti pri nas so vsi normalni. Ampak recimo, da zdaj rečem, da je žalovanje normalno, pač mora biti. Torej, če nekdo pride po pomoč 2 dni potem, ko mu je ožji svojec umrl, seveda ne bomo obravnavali kot depresivnega. Lahko mu pomagamo, da gre čez to hudo fazo s kakim pomirjevalcem, par dni, ampak potem naprej pa to ni depresija. Žalovanje mora biti, žalovanje je normalen proces. In če človeka začnemo intenzivno z antidepresivi ali pa čim drugim zdraviti, ko žaluje, mu bomo to žalovanje samo predstavili. Nekega dne bo konec naše terapije, makar čez 2 leti in bo takrat žaloval. Tako da, te situacije v življenju vendar ni vse depresija. Kaj pa je depresija? Daj pa zdaj poiskati pomoč, da kako zdaj to vemo. Težko zdaj povedati tako spet, da tu navodil ni. Vsak človek od nas je individuum zase. Vsak ima neke svoje navade, vsak ima neke svoje sposobnosti, pričakovanja in vsak ima nek svoj ustaljen ritem, koliko približno zmore. Zdaj z leti se spoznavamo in tudi vemo, česa smo sposobni in česa nismo in kaj, saj nek domet svojih aktivnosti približno poznamo. Tudi se spoznavamo v tem smislu, kaj nam pomeni več, kaj manj, katere stvari smo pripravljeni dati na stran, da počakajo, na primer, umazana posoda ali pa cote, to lahko počaka. Večerja z možem pač ne, če povabi, recimo. Tako se jaz predstavljam, popravite me, če jaz poznam veliko ljudi, da sem hotel reči žensko, ne bi bilo prav, ki je mogoče čiščenje, pa pospravljanje posode pomembnejše. To so mogoče moje prioritete. Ampak hočem reči, ko pride do situacije zaradi tega občutka, tesnobe, depresije, če se takoli že, da človek pa več ne funkcionira, ta funkcionalnost je pomembna nam. Sprašujemo ljudi, a funkcionirate vi v službi še doma, potem rečem ne. Torej, jaz se še borim proti tem občutkom, pa malo se sproščam, pa grem na sprehod, pa mi je malo lažje, ampak jaz v življenju več ne funkcioniram. In ko človek več ne funkcionira, ta funkcionalnost je nam pomembna. Pomembno je, da človek funkcionira. Ni pomembno, da nima nobenega simptoma. Vsi smo kdaj pa kdaj malo živčni, po domače, tesnobni, vsi imamo kak slabši dan in imamo pravico do tega. Nismo vsak dan isto energetsko opremljeni, pa ni nujno vreme krivo. Ma tudi vreme vplivno, ampak ni pa vse vreme krivo. Lahko imamo tudi da sončen dan, slab dan, pa rečemo, danes bom jaz poležal in to čist pravica vsakega človeka, tudi depresija. Ampak ko na dolgi rok človek ne funkcionira več, je pa mogoče res prav, da se govori s strokovnjakom. Zdaj, kdo pa je strokovnjak? Strokovnjakov je vedno več na tržišču. Internet odprli od zdravljenja depresije, olala. Vsak si svojega zbere. Zdaj, jaz sem psihiater. Ne bom delal reklamo za psihiatrijo, ker prvi naslov, kam se človek zateče, ni vedno nujno psihiatrija, to razumem. Najbrž tudi jaz ne bi šel najprej k psihiatru. Čeprav psihiatrija kot taka se zadnja leta je malo tabuizirala, da tako rečem, malo je stigma odšla. Zdaj pri mladih generacijah, tam srednja šola, osnovna srednja šola, spet postaja zelo popularno imeti psihiatra svojega, pa ne vem, če ste opazili, to je zelo popularno je biti depresiven. Torej, mi zdaj tu depresijo predstavljamo kot nekaj nelepega, kot nekaj
kar rabi pomoč, kar je stiska. Najstniki danes so itak vsi v depri, ne? Tako je prej Renata rekla, dan, dva sem bil v depri, da sem bil spet ne? In s tem si popularen v srednji šoli, ne? Ti imaš psihiatra. Vprašate, mislim, to govorim iz izkušenj, ker imam 2 najstnice doma. Nekdo te vpraša, ker ste pač nisi dobre volje, nekdo te vpraša, kaj narobe, pusti me, to bom s psihiatrom razpravljal, ne? Nimaš me kaj sprašati. Tako da to, en drug pogled na depresijo, bom rekel, ker pač jutri grem, imam termin in to se dansko dogaja, ne? V Sloveniji. Mislim, upam, da ne, samo v Sloveniji. Ampak ja, nasplošno zdaj pa strokovnjaku, oziroma katerem strokovnjaku, tam smo ostali. Osebni zdravnik je čisto dober naslov, po moje. Zdaj rekli smo, prijatelji, znanci, kolegice, obkav in tako naprej, dobro, to je tudi okej, tu se lahko začne, ampak če vidimo, da to ne pomaga, je pa potem seveda osebni zdravnik, po moje je kar dober naslov, ki bo vedel povedati, seveda, če bo imel čas, to je pa zdaj drugo, zdaj se ne bomo odjadrali v to smer zdravstvo, pa čas, ko ga imajo zdravniki, pa tako naprej. Tja se ne smem spustiti, ne bo to zgubljen čas. Ampak ja, osebni zdravnik, če bo imel čas, upam, da ga bo imel, bo v razgovoru uspel pogruntati, a je problem dovolj globok, da vas pošlje nekam naprej, a ga bo pa sam rešil, ker tudi oni ga znajo. Torej tudi oni se znajo pogovarjati, tudi oni znajo skaj svetovati in tudi oni znajo in smejo napisati antidepresiv, če je že tako daleč. Naj se samo mogoče ustavim za par minut pri svetovanju. Ljudje dostikrat grejo k strokovnjakom, ali pa tudi ne, ali pa tudi povabijo na pogovor kakega prijatelja, v pričakovanju, da jim bo on kaj svetoval. Zdaj prijatelji radi svetujejo in pametujejo po domače. Daj se loči, kaj ti tam froci po glavi skačejo, ruknega poritja, kaj takega. Skratka, pametne nasvete radi slišimo. Nasveti znajo biti vedno problem. Ko boste s tem življenju srečevali, ali z obeh strani to velja, ali boste delili nasvete, ali boste jih pa dobivali, je dobro imeti v mislih eno stvar. Tako sem prej rekel. 7 milijard ljudi, 7 milijard zgodb na svetu, ali pa zdaj že 8 sporaj. In vsak, ki vam bo dal nasvet, vam bo dal iz svojih oči in iz svoje življenjske zgodbe. Kaj bi on naredil, če bi bil na vašem mestu? Vendar on ni na vašem mestu. Torej, nasvet je lepa stvar, če to da, ampak ni vedno najbolj uporabno. In se potem ljudje sekirajo, kako te naj to naredim, kar bi mi on svetoval. Ne moreš, ker to bi on naredil. To bi on naredil, če bi bil. In še to je ob predpostavki, če bi bil, ampak ni. Ker tudi, veste, stisko ljudi lahko prepoznaš v pogovoru, da se je to malo odvisno od tega, koliko si strokovnjak, pa kako dolgo si v tem poslu. Ker psihiatrije se človek ne priuči tako kot kirurgije, to ni veščina, ki 100-krat zarežeš v slepič, pa ga potem miže operiraš. Ampak psihiatrija, vendarle, tu se igramo z dušo, ki je ne moramo ne poslikati, ne posneti, ni ultrazvoka, ne moramo jo videti, ne moramo jo izrezati. In tudi izkušnje so ali pa bistveni del kvalitete psihiatra. Vse ne hoče reči, da so mladi psihiatri slabi, seveda niso. Ampak seveda izkušnje so pri nas mogoče malo bolj pomembne kot pri večini drugih kolegov iz medicine. No in s tem svetovanjem, samo to reči, stisko človeka prepoznati je ena umetnost, ampak še vedno je pa druga umetnost vsakega strokovnjaka, pa zdaj ne nujno psihiatra, tudi vseh drugih zdravstvenih delavcev, ki se ukvarjajo s psihoterapijo. Tudi delovnoterapevti se ukvarjajo, tudi medicinske sestre se ukvarjajo, psihologi. Ena od kvalitet, ki bi po mojem mnenju naj dobil vsak, ki se ukvarja s človekovo duševnostjo, je ta kritičnost do te prepoznave stiske. Človekovo stisko prepoznati, se pravi, ena umetnost, ampak še vedno treba se zavedati, da je to pogled od zunaj. Mi nikoli nimamo, dokler se jaz pogovarjam z depresivnim človekom, lahko se pogovarjam v življenju s 5000, ampak dokler sam nisem depresiven, ne bom vedel, kako to je. Amen.
To je pač resnica, s katero je treba živeti in vedno treba dopuščati, da tudi če se ti zdi, da še tako dobro čutiš intuitivno, kaj ta človek doživlja, prvo osebne izkušnje njegove nimaš. In s tem seveda tudi dobiš realnejši domet tega, koliko mu lahko pomagaš. Jaz, da nam predolg, bi 2-3 stvari mogoče samo še povedal za zaključek o tem, kdaj je mogoče res pomembno, da človek pa razmisli ne samo o strokovni pomoči, ampak o tem, da poišče hospitalno pomoč v bolnici. Tako so življenjske situacije na vprašanju. Znano je, da je seveda stopnja samomora v Sloveniji zelo visoka pri nasplošno in seveda pri depresiji. Depresija je ena tistih bolezni, kjer je samomorilnost precej visoko. Statistika okrog 15% ljudi uspešno naredi, skoraj 50% pa vsaj enkrat v toku bolezni poizkusi, pa razmišlja o tem. To je nek problem, ki mogoče zdaj ni tu neposredno aktualna tema za nas, ampak vse hodimo po terenu in srečujemo različne ljudi in to, da imamo občutek, kdaj je človek življenjsko ogrožen. To je težko nekomu pogruntati, ki ni strokovnjak, ampak dostikrat se pa res, tako smo se danes že povedali, kdo zaupa prijatelju prej. In ko nekdo razmišlja o tem, da je bolje, da ga naj bi bilo več, je potem seveda tu se začne ta latenca življenjske, ne samo ogroženosti stvari samomora, ampak tudi z tega oglašanja, ker ljudje znajo tudi propast brez samomora, če ne vidijo pravega upanja. In če je človek dovolj močno depresiven, tudi samomora več ni zmožen narediti. Ta kontekst bolnišnic je vedno problematičen, da pač v tih bolnišnice trpamo, ali pa trpajo, ki bi mogoče rabili neko drugo obliko terapije. Jaz sem osebno moram reči tudi pristaš tega, da se vse bolnike, ne samo depresivne, če je le možno zdravi zunaj, doma, ambulantno, med družino, samo so pa situacije, ko mogoče res bolnišnica ima svoj smisel. Ker je naslov mojega današnjega, kakoli to že je, ne predavanja, okrogle mize, recimo, depresija in multipla skleroza, naj na koncu mogoče delim samo nekaj misli o teh dveh boleznih v istem stavku. Delali so tudi študije, s katerimi vas ne bom obremenjeval, a je neka posebnost depresije pri multipli sklerozi, a vplivata te dve bolezni ena na drugo, sigurno vplivata. Literatura kaj pametnega tu ne pove. Pred leti so v Journal of International Neuropsychological Society, skratka neuropsihološko združenje svetovno je svojem glasilo izdalo pregled 25 let študij na tem področju in so skušali eno teoretično osnovo narediti o tem, kako bi naj to sovplivanje bilo, pa niso prišli do tega, da bi en pameten konsens sprejeli. Razen tega, to je mogoče izjemo, da je pri multipli sklerozi pojavnost depresije še višja. Prej smo rekli, da 30% populacije celotne enkrat v življenju izpolnjuje kriterije, recimo za depresijo, pri multipli mi šlo do 50. Moje osebno mnenje je, da seveda, in tu mi boste pa zdaj vi povedali, kako gledate na to, da vsaj z dveh koncev bi lahko gledali na to, na pojavnost, stisk, se strašno skušam izogibati kar naprej besedi depresija. Se že stiska, ki lahko vodi v depresijo, če ni rešena, je dovolj. Torej, en vidik je ta sama bolezen, s katero živite, oziroma vaši svojci. Sama bolezen, tudi če neposredno ne vpliva na tisti del možganov, ki je odgovoren za duševnost, je nekaj, kar seveda je po moje najbrž vse v štartu ne glih prijetna diagnoza. Se vprašanje, katera diagnoza je prijetna, ampak te pripelje v neko stisko, v neko osebno razmišljanje. Se pravim, zdaj stojim pred sklopom ljudi, ki imate osebno izkušnjo. To je moje videnje. Vi pa boste povedali, kako to izgleda v resnici. In pa seveda drugo je pa dejansko potem težave, ki lahko nastopijo, če se bolezen pač pojavi na nekih delih, ki, tako smo prej rekli, so neposredno odgovorni za duševnost. Jaz imam
kar nekaj pacientov z multiplo v svoji ambulanti. Ko sem se danes vozil sem, sta mi prišla na misel dva mlada človeka, oba sta stara okrog 40, ki jih imam že dolgo. En je moški, ena je ženska. In sta pravzaprav motorično sta oba kar v redu. Pacientka ima bolečine občasno, pacient pa niti ne. Ampak imata pa to sliko depresije, zaradi katere sta prišla do mene, je precej različno. On je prišel predvsem zaradi tega, ker se mu je, torej je poročen, ima otroke, on si je naredil družino, pri službi, ampak je impulziven postal. Z časom, bolezen napredovala, kakorkoli, že se pravim, je postal impulziven doma precej in je vedno težje obvladoval impulze, jeze, živčnosti in tako naprej. In dejansko seveda to s pogovorom težko rešiti. Danes sem mu jaz predpisal niti ne antidepresiv, zaštartov ja, ampak ni pomagal. Potem sem mu napisal eno drugo zdravilo, ki je ciljeno deluje samo proti impulzivnosti. In je zdaj zelo zadovoljen in funkcionira in pride enkrat na pol leta se pokazati. In je to. Socialni kontekst ima dober. Torej, družino svojo ima svojo družino, s primarnimi družinami se razumejo, socialni kontekst ima fajn in se mi zdi, da tudi temu primerno on funkcionira fajn. Pacientka, se pravim, tudi gibalno je v redu, je mislim, okej, njo zdaj že 15 let življenj vodim in v tem času jaz ne bi rekel objektivno, da se je ona gibalno poslabšala, se pravim, včasno je bolečina, ampak to nekako rešuje nevrološke plati. Ona je pa dejansko depresivna. Na ta način, da je pogosto pri meni tudi mimo kontrol, zadnje čase sploh, ker so doma v prepirih, ne razume se z očetom, ne razume se s svakom, vsi jo nekako želijo se znebiti, ne vem zakaj točno. Tada hodi k meni na eni strani malo za pogovor in naprej, na drugi strani je več čas tudi z antidepresivi, ki pa deluje, seveda, socialnega konteksta, ki je slab pri njej, torej podporni sistem njen socialni ni dober in tega dela ne morejo rešiti. Zdaj, če bi se ona osamosvojila, po mojem, če bi se osamosvojila, če bi šla živeti nekam v mirno okolje, nisi tudi ustvarila družine, bi bilo njeno stanje boljše. A pa tega ne zmore, ker imajo doma družinsko podjetje in potem računajo na njo, da jim računovodstvo dela in je po eni strani držijo s tem na vajetih, ker če ona odide od doma, je eksistencialno ogrožena, finančne plati in to. Skratka, hočem reči, dve zgodbi, približno podobno je, ko sta ta dva pacienta prišla do mene in potem z različnimi izidi glede na podporni sistem in celo socialo, v kateri živite. Zdravila, ki delujejo proti depresiji, so v večjih skupinah. Odvisno, kam točno v glavi deluje. In glede na to tudi pokrivajo pač določen spekter simptomov. Prej sem rekel, da obstaja več obrazov depresije. Eni so bolj za melanholično varianto, da človeka recimo probajo malce dvigniti energetsko. Drugi, ki so današnji bolj predpisani, so ti, ki delujejo bolj proti tesnobi, proti stresu, si komaj še zaslužijo ime antidepresivi. Jaz sem jim rekel bolj proti stresna zdravila. Ampak so pa nekateri, ki vplivajo tudi na bolečine. Ni to njihov primarni efekt, ampak se jih predpisujejo nevrologi tudi proti bolečinam in so učinkoviti. Zdaj je pa tak, se pravim, zdaj to je bolj nevrološko področje. Včasih pridejo taki pacienti k meni, poprašajo, zakaj mi bolečina ni zginila čisto. Moje osebno mnenje je, da včasih imajo pacienti previsoka pričakovanja, seveda pa jih najbrž niso sami razvili, ampak jim je nekdo ta pričakovanja mogoče, kaj pa se razložil tak, ne vem rekel narobe, ampak po svoje. Veste, ko človeku predpišeš neko terapijo, vsaj jaz sem tak, pa upam, da večina kolegov, mu seveda vliješ upanje neko, da rečeš, to bo pa tak delovalo. Ne rečeš, probajte pa boste videli, to ne gre. In niso pa to dobesedno protibolečinska zdravila. Skratka, da vam preprosto razložim, da greva zdaj v neko komplicirano biokemijo. Protibolečinska zdravila
tista, ki jih vzamemo, ko nas res glava boli za to, ne, tista delujejo na mestu bolečine ali pa v centru bolečine. Skratka, takšno delujejo na bolečino, na tiste snovi v glavi ali pa na mesto bolečine, ki bolečino proži. Antidepresivi, ki vplivajo na bolečino, pa delujejo pri bolj kompliciranih mehanizmov in v bistvu delujejo na naše doživljanje bolečine. Skratka, gre bolj za to, da človek bolečina ostane ista, objektivno, ampak jo manj čutiš, če vam zdaj to kaj pomeni. Ne vem, če ste kdaj, to jaz pacientom razlagam take stvari, ponovadi probam, da se predstavljajo glavobol, ali pa kakoli že, neko bolečino, zobobol, glavobol. V situaciji, ko so dobre ali pa slabe volje. Zdaj ne vem, če ste lahko dobre volje, kot je zob boli, a veste, če ste tako, kot ste vi rekli, pozitivno nastrojen, dobre volje, je isti glavobol, isto močen glavobol, ga čutiš manj. Ga čutiš manj boleče. Na ta način recimo delujejo vsi opiatni analgetiki, morfi in tako naprej, vse, kar pride z morfija. To niso analgetiki, torej ne odpravljajo bolečine, ampak so najmočnejši, v analgeziji najmočnejša zdravila, ker človekovo dojemanje bolečine odpravlja. Tako da je to to. Zdaj, od antidepresivi so nekateri dobri v tem, ampak imajo pa svoj domen. Ko se predpisujejo antidepresivi, je zelo pomembno vedeti, da pač mi smo imeli, ne mi Slovenija, pa ne mi Evropa, mi zahodni svet, smo imeli v 70-ih, 80-ih letih, tudi v 90-ih še poplavo predpisovanja pomirjeval, ki so fantastična zdravila, ampak če jih jemlješ krajši čas, tako sem rekel, pogreb 3 dni, smrt bližnjega 3-5 dni, da to preživiš nekako, potem gremo v žalovanje in se to ukine. Ali pa če jih jemlješ po potrebi. Helix, oziroma izvornik njegov Xanax, je bil zdravilo vseh ženskih torbic po zahodnem svetu v 80-ih letih. To tam ni smelo manjkati. Seveda pa se ljudje to jemali preveč in predolgo časa in vodijo v navajenost oziroma odvisnost. Antidepresivi delujejo drugače, popolnoma drug mehanizem delovanja, vsi po vrsti. In ne glede na to, kjer skupini so, in ne vodijo v navajenost in ne vodijo v odvisnost. In tukaj se mi zdi izrazito pomembna pojasnilna lastnost zdravnika, ki to predpisuje. Ker danes je pač mnenje javnosti takšno, da psihiatri nič drugo ne znamo delati, antidepresive pisati. Prideš v ambulanto, v 2 minutah greš ven z receptom. Jaz upam, da stanje na terenu ni tako, ne moram pa reči, nas je 250 v Sloveniji, jaz ne vem, kaj ostalih 249 dela, res ne vem. Ker morate nekaj tudi vedeti, tako sem rekel, da je naša stroka zelo posebna, je individualni pristop do pacienta in to, kako jaz svoj posel opravljam, bolj umetnost kot pa medicina in je izrazito zavito v tančito skrivnosti. Skratka, mi, veste, ta intima med nami in pacienti je precej večja kot pri drugih medicincih. Zato jaz moram reči, da za večino kolegov, niti tisti, ki delajo v naši bolnici, ne vem, kako oni delajo. Razen tega, da pač kar ti pacienti povejo, ki včasih menjajo psihiatra. In ja, upam, da to pojasnilno dolžnost, da imamo še čas za to, da pacientu razložiš. Jaz ko se lotim prvič nekomu antidepresiva pisati, rečem, glejte, jaz sem zdaj tu predlagal en recept, eno zdravilo, da vi pa povejte, kaj o tem mislite, a bi to vi sploh jemali. Da ne bo izpadlo, da ste prišli od mene po 15 minutah samo z receptom. To so občutljive stvari danes. Je pomembno, da to pacient ve. Pri takih situacijah je fajn, če bi se pogovarjali o enem konkretnem antidepresivi. Zdaj, vsi čist isti niso, ampak večina sodobnih antidepresivov, te skupine SSRI, SNRI in tako naprej, tisti, ki se jih zdaj prepošivljajo, so kar, mislim, popolnoma varni za telo, niti ne vplivajo na jeter, na izložanje, zato so tudi tako dolgoročno varni. Nekdo, ki ima težave z želodcem, po antidepresivih ga nima zaradi vpliva antidepresiva na sluznico, ampak zaradi padca tablete notri. Dosti ljudi jemlje nolpazo ali pa nekaj bil to neko zaščito, ker pač jemljajo tablete kjerekoli. Nima več antidepresiv. Torej so, kako naj razložim, so zdravila, kot je, ne vem, kot so protibolečinska, naprosin, ketonan in tako naprej,
ki neposredno na sluznico vplivajo, ki sluznico, da reče, dražijo. Antidepresivi ne dražijo sluznice. Ampak ljudje, ki imajo občutljiv želodec, že po naravi, jih že tableta na težče mote. Kjerkoli pride, no, zdaj, če bi vzela vitaminsko ali nekaj, kakoli, in je pač rabijo zaščito. Sami antidepresivi pa so zelo varni.